Čau! Tokrat sem prišla v second hand trgovino oziroma v center ponovne uporabe. Imamo jih kar nekaj po Sloveniji in sicer tale, v katerem sem jaz danes, je v Ljubljani na Povšetovi ulici 4. In pokazala ti bom, da se da stvari ne kupiti nove, ampak predelane, popravljene. In te prosim oziroma ti pokažem, kako lahko tudi ti kupaš dejansko uporabne stvari, ki so jih popravili in spet lahko dali na trg. Tako da, ajde, gremo pogledati, kaj vse ponujajo v centru ponovne uporabe v Ljubljani. Če rabiš torbo, ne rabiš kupiti nove, ker tukaj predelajo džins v torbe. In sicer, evo, to je že en primer. Imajo jih ogromen. Jaz sem iskala nahrbtnik in veš, kaj sem se odločila? Da ne bom kupila novega nahrbtnika, ampak sem si izbrala tegale. Lej, iz džinsa je narejen in dejansko so džins še enkrat uporabili, da so naredili nekaj drugega. Torej, reuse, ponovno uporabi nekaj, kar že obstaja in da tega ne zavržeš, narediš nekaj drugega. Ni to dobro, no? To je samo ena soba, kjer imajo nahrbtnike, stole, torbe, res različne za vse okuse in ti bom pokazala še, kaj lahko kupaš. Tako da gremo naprej. Ne samo, da imajo predelane stvari, imajo tudi popravljene stvari oziroma stvari, ki jih pač lahko prineseš, če jih ne uporabljaš več. In veš, kaj sem najdla? Lej, radio. Jaz sem iskala radio, če se še spomniš, in sicer za mojstra, ker želim predvajati kasete, ki sem jih jaz imela, kjer so gor pravljice. Zakaj ne bi sem najprej prišla pogledati nekaj, kar je rabljenega in še enkrat damo to obtok, ne da pač kupimo nekaj novega in potem dodamo še en del na kup smeti, ki je že tako prevelik. Tako da ja, prid raj in kupuj second hand, rabljeno, nekaj, kar je že v uporabi in bo še naprej v uporabi. Kje dobiti šampone, kje dobiti bučno olje, kje dobiti čistila v svojo embalažo. In sicer lahko se oglasite v centru ponovne uporabe v Ljubljani na Povšetovi in tukaj je Bert. Evo, vaš prijatelj, ki vam bo ponudil vse to. In ne samo čistila, ampak tudi šampon, tudi za otroke ga imajo. Imajo tudi alkoholni kis in vinski kis in bučno olje. Tako da ja, prid sem, natoči v svojo steklenico in se izogni dodatni embalaži, ki jo kupaš. Saj veš, kupaš embalažo, da jo vržeš stran, nekako ni logično. Tako da prid sem in si natoči v svojo steklenico, ki jo že imaš. In ne bo šla v smeti, ampak jo še enkrat uporabiš. Za otroke imajo tudi polno stvari, tako da če si tvoj otrok zaželi kakšne igrače, da ga pripelj najprej sem in verjamem, da bo sigurno kaj najdel. Ali pa če ti iščeš kakšne oblačila za svojega otroka, da ga pripelj najprej sem, da si pač pogledate, kaj bi bilo boljš, se pravi, kaj mu je prav, kaj ji je prav in na ta način spet uporabite nekaj, kar je že v obtoku. Pa tudi to je, oblačila, ki so že sprana, imajo manj kemikalij v sebi in je v bistvu bolj za kožo. Tako da še en dodatni plus. Tale kotiček je pa namenjen, da si sam stvari popraviš. A ni to fajn? Zakaj bi nekaj vrgel samo zato, ker je strgan? Zakaj bi vrgel to stran? Dajmo se naučiti čim več popraviti, drugače pa lahko tudi priješ samo na kakšne delavnice. Tudi to organizirajo v centru ponovne uporabe. V glavnem tle imajo ogromno stvari, imajo oblačila, imajo knjige, imajo krožnike, lej to, kako jih je. Odalej. Noro. In to ti moram pokazati. Ena stara omara, ki so jo predelali in sicer so jo pobarvali in zdaj izgleda takole. Uporabne stvari, ki jih ne uporabljaš, ampak so še vedno cele, lahko prineseš sem v center ponovne uporabe in jih bojo oni še enkrat dali v prodajo. In upam, da jih tudi kupite vi, se pravi, ali pa kakšen drug. In na ta način zmanjšamo kup smeti, ki je že tako prevelik. Da prineseš lahko sem stvari, ampak ne bojo dobro ohranjene in jih predaš tukaj. Zveš, kako to narediš tukaj, se pravi, na lokaciji. Drugače, če te zanima delovnik, lahko pogledaš na njihovi spletni strani, ker, kot sem rekla, centrov ponovne uporabe je kar nekaj. Ni to edini, ni samo v Ljubljani, tudi recimo v Velenju je. In tja pelješ stvari, oziroma tam kupaš, najprej tam pogledaš, potem greš pa iskat nove stvari, ampak najprej pogledaš, če so rabljene v obtoku. Evo, se pravi, pripelješ stvari, ponovadi v prtljažniku in jih daš v zabojnik. Če ti je bil video všeč, se lahko naročiš na YouTube kanal Mami na vrtu.
Drugače pa gledamo naslednjič. Uživi pa čim več v to zon. Čau!